Spoštovani, kot učiteljico leta 2023 me je doletela čast, da spregovorim na tej prireditvi, ki je poklon pedagoškemu delu in izjemnim pedagoškim delavcem. Začela bom z mislijo Marka Tulija Cicera, ki pravi: ali lahko kdo družbi ponudi večji dar, kot je učenje in vzgajanje mladine? Vprašanje je seveda retorično. Zahvala za te vsakodnevne darove pa gre čisto vsem učiteljem. Naše delo namreč ni enoznačno in premočrtno. Učitelj se mora ničkolikokrat dnevno in v delčku sekunde odločati med 1001 možnostjo, pri tem pa vedno delovati pravično. Biti mora strokovnjak za delo z otroki in odraslimi. Biti mora mojster v prilagajanju, da lahko učinkovito komunicira tako 6 kot 15-letniki in z vsemi vmes, z mladimi starši ter tetki in babicami, z izobraženimi in manj izobraženimi, slovensko in neslovensko govorečimi. Učitelj je uravnilovka med bogatimi in revnimi, vezni člen med pogumnimi in preplašenimi, vedoželjnimi in zdolgočasenimi, med nadarjenimi, povprečnimi in otroki z vsemi možnimi oblikami posebnih potreb. Oblikujoči se mladi osebnosti pa je pomemben model, zgled, pogosto tudi vzor. Je pa tudi dežurni stražmojster na hodniku, v razredu, v jedilnici, varuh in glavni odgovorni za vse, kar otroci prinesejo v šolo. Od mobitelov do igrač, sličic, skirojev, je zavezovalec čevljev, iskalec copat, brisalec noskov, preganjalec vseh vrst insektov, popravljalec nalivnikov in zadrg, oskrbovalec odrgnin in udarcev, tolažnik, zavetnik, razsodnik v medsebojnih sporih, reševalec prvih ljubezenskih zagad in pubertetniških mozoljev, velikokrat edini poslušalec otroških, tudi zelo tragičnih zgodb, tisti, ki ve vse, tisti, ki postavlja meje tam, kjer jih nihče drug ne. In pri vsem tem umetnosti poučevanja niti omenila še nisem. A biti učitelj je srčno poslanstvo, ki ga je Mustafa Kemal Atatürk slikovito opisal. Dober učitelj je kot sveča, porabi samega sebe, da bi osvetlil pot drugim. Učiteljski poklic je brez sence dvoma eden največjih poklicev, saj se vsak dan tako rekoč dotikamo prihodnosti. Ne le dotikamo, oblikujemo jo, z izobrazbo pa polagamo mladim v roke najmočnejše orožje. Zaupana nam je možnost spreminjanja sveta. Velika moč, velikanska odgovornost. In zato čestitke vsem današnjim slavljencem. Vaša predanost in trud sta dokaz, da ste izjemni učitelji. Vaša vloga pri oblikovanju prihodnosti je neprecenljiva. Vaša sposobnost, da navdihujete in motivirate svoje učence, da se prilagajate različnim stilom in potrebam, spremembam in novim izzivom, da ustvarjate varno in spodbudno okolje, da se vedno znova učite in rastete kot učitelji, da se smejite in zabavate s svojimi učenci, je izjemna. Hvala vam za vaše delo in predanost. Hvala, da spreminjate svet na bolje. Delo z učenci je bilo zelo zanimivo, razigrano in seveda se jih bom spominjala v lepem spominu. Letošnje leto sem zaključila delo na naši prvi osnovni šoli kot učiteljica razrednega pouka. Generacijo drugošolcev sem varno pripeljala do konca šolskega leta in v mesecu avgustu sem se poslovila od sodelavcev in sodelavk. Otroke imam rada, seveda jih bom pogrešala, ampak z veseljem se pomenimo tudi zunaj šole, skupaj obujamo kakšne lepe spomine na prve šolske dni, kako smo bili skupaj v razredu, na igrišču, na kakih športnih dejavnostih, v šoli v naravi.
Lepo smo se imeli, veliko smo se pogovarjali in na tak način tudi iskali kar prijateljske vezi, ki so učence potem seveda spremljali tudi v nadaljnjih letih šolanja. Veliko smo tudi peli, plesali in na tak način se med seboj tudi povezovali. Jaz verjamem, da si bojo učenci zapomnili ta prva šolska leta, da se jih bodo z veseljem spominjali. Vsem učencem in učiteljem želim lepo, prijazno šolsko leto. Želim, da se vam zgodi čim več lepih reči, tako kot so se meni v teh 40 letih na naši prvi osnovni šoli. Ko sem bila mala, sem razmišljala mislim, sem si želela postati vse mogoče. No. Nisem imela ene specifične želje. Od učiteljice, frizerke, igralke, pevke, plesalke. Pol sem se nekako odločila za vzgojiteljski poklic, ker me delo z otroki vedno veselilo. In sem zelo hvaležna, da lahko to vse, kar sem si želela, sem tudi pol na nek način upravljala, ker je poklic vzgojitelja zelo obsežen in vključuje ogromno enih možnosti, da lahko pač razvijaš, da lahko rasteš in da lahko uporabiš vse te talente, ki bom rekla, da so mi bili dani in da sem za njih zelo hvaležna. Sodelovala sem tudi od nekdaj v različnih društvih. Imam 1000 idej v glavi, teda zvečer, ker težko zaspim. Ampak sem spet zelo vesela, da delam z ljudmi, ki te moje ideje podpirajo, da lahko vse to uresničim, da se z mano veselijo v športnem društvu, v kulturnem društvu, pastoralni zvezi. Vsa ta sodelovanja so mi dala tudi neko znanje, izkušnje, ki pa zdaj tudi bogatijo to moje delo, ki ga delam zdaj, upravljam kot pomočnica ravnateljice. In sem seveda zelo hvaležna. No, in še zdaj ta sodelovanja v bistvu potekajo, mogoče na višji ravni, še bolj profesionalno in v to vsa ta sodelovanja vključujemo pol tudi naše otroke in vzgojitelje, kar sem zelo vesela. Spoznala sem tudi ogromno enih ljudi, ki mi omogočajo, da lahko tudi osebnost narastem in pa tudi to moje delo, ki vključuje vse od nabave do organizacije, prireditev, tudi pisanja in vsega tega, kar že nasplošno rada počnem in kar so tudi moji hobiji, lahko pač tu zdaj uporabim. Včasih pogrešam delo z otroki, zato mi je mogoče, sem tudi kar vesela, da to delo, ki je sicer pisarniško, je še vsem dokaj razgibano in zelo rada tudi grem v igralnico, se kaj podružim z njimi, ker to pa je razlika, ne? Ko si v skupini, si zjutraj, ko sem prišla v službo, je 20 otrok priletelo in so bili veseli in so klicali Ksenija, Ksenija. V pisarni pač ni tega veselja, ne? Zdaj razmišljam, mogoče bi jaz s tem začela. Ja, no, to je razlika, pač delo z otroki ti daje energijo, je seveda naporno, odgovorno, ampak vseeno se pa skozi počutiš živega, si skozi energičen in skozi rasteš z njimi. Delo z mladimi je zanimivo. Aktivno, dinamično, ves čas se nekaj dogaja in nikoli ti ni dolg čas. Pri tem delu moraš biti zelo kreativen, moraš se znati prilagajati. In nemalo kdaj se zgodi, da prideš pred težavo, za katero izgleda, da ni rešitve, ampak še zmeraj smo našli rešitev. Rada bi povedala predvsem to, da delo z mladimi me pomlajuje, mi daje energijo. In najpomembnejše, kar je pri tem, je to, da z mladimi vzpostaviš odnos, ki traja marsikdaj tudi, jaz upam, do konca življenja. In ko najdeš odnos, ki je pravi, ko veš, da ti mladi lahko zaupajo, ko čutijo, da lahko pridejo tebi kadarkoli je potrebno,
kadar rabijo nasvet, kadar rabijo pomoč, potem si naredil pravzaprav že vse. Od tu naprej so koraki lahki. In največja nagrada, ki jo lahko dobiš v življenju od mladih, je to, da vidiš nasmejane in srečne obraze ljudi, ki uspejo doseči cilje, ki so si jih zadali. Zato jaz pravim, da delo z mladimi ni le poklic, ni le služba, v katero grem vsak dan, ampak je to moje poslanstvo. To so zame najbolj odkritosrčni, najbolj neposredni, odkriti, iskreni otroci, ki ti povejo to, kar pravzaprav čutijo. Znajo za svojo izjavo izjemno lepo polepšati dan. Recimo se mi je zgodilo, da sem šla po hodniku malo zamišljena in me ustavi deklica pa me vpraša: zdravo, a si danes pa ti slabe volje? Sem rekla ne, ampak meni se pa zdi, da si malo slabe volje, si mogoče slabo spala ali pa te je kdo razjezil, ne? To je ena taka zadeva, ki ti bo gotovo cel dan ostala nekje v spominu in ti polepšala dan in te mogoče tudi dodatno motivirala pri delu. Človek, ki je sposoben sprejemati otroke, ki zaradi različnih dejavnikov odstopajo od ostale populacije, so nekoliko drugačni, odražajo to drugačnost in če so ti ljudje, posamezniki, sposobni oziroma pripravljeni to drugačnost sprejeti, jo pogledati z drugačne perspektive, je to res človek z velikim srcem. Tega enostavno vsak ne zmore. Pri zagotavljanju oziroma uresničevanju ciljev je izjemno pomembnega tudi, da imamo poleg ustrezno usposobljenega strokovnega kadra, kar imamo, in se trudijo tudi po svojih najboljših močeh, zagotovljene tudi ustrezne materialne in pa prostorske pogoje. In ravno smo zdaj v enem takem prelomnem obdobju za našo šolo, namreč smo v fazi, bom rekla, kar že zaključni fazi dograjevanja prizidka in pa rekonstrukcije obstoječega dela. Česar se neizmerno veselimo, saj bomo na tak način našim otrokom lahko ponudili bistveno več in bojo imeli res pogoje, ki jih potrebujejo in si jih tudi nenazadnje zaslužijo. In pravzaprav vsi že komaj čakamo, tako zaposleni kot pa tudi učenci, da se bomo lahko preselili tudi v nove prostore. In mislim, da ob pomoči oziroma velikem prizadevanju ustanoviteljice, predvsem mestne občine Slovenj Gradec in pa tudi občine Mislinja, je to, mislim, da eden izjemno velik, hkrati pa izjemno pomemben mejnik na področju razvoja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, na kar mislim, da bo tudi mesto kot tako lahko zelo ponosno.